da že predvsej po Primorski zabijali zapleteno, ampak od naroda demonstracije ni več upor, zato ker praktično vsako leto za en meter ali podobno številke, torej vzamemo rok zaliv Sredozemskega morja, jasno največji zaliv, je pa tako, da delira Pirinski polotok, torej Italijo od Balkanskega polotoka, je to točno jezik, ki se je pogovorili. Torej v smeri jugovzhod, je nekaj samo do 50 metrov globine, neči veliko minortono nekoliko. Po imenu, kaj pomeni Izola? Izola pomeni otok, ne moremo noben reči, da nimamo otoka. Imamo, tudi na morju. Ne pa takega geografsko, ne. Je pa res, da Popol je bil včasih otok, Izola je bil včasih otok, ampak so potem nasipe zasuli, da se danes to drži kot je otok na Savi, Savski otok v Kranju. Potem imamo Otočanc, pa imamo Kostanjevico, pa imamo Blejski, da z drugega dela sveta ali pa tudi iz Sredozemlja. Drugače kar nekaj tradicije od 57. leta, Izola, torej Novigrad, skratka. Mi se bomo na tem letu zadržali v glavnem na zahodnem delu Istre, kar pomeni, da bomo prenavarja zmanjka vode, oziroma torej do Donavi, potem pred Savo. Grki so pri nam že prepričali, da se Jadransko morje pa čim več pričal. Torej, strenjam samo na tisti točki, kar se prometa tiče. Če ste nekaj oaz privesti, samo pogledate proti mejlu, proti prehodu za pešce, pa že stojijo, kaj še ne za res hodati, za 200 kg na sezono. Je pa tako, da ker nimajo nadzemnih delov, razne noter v zemlji, zavuhajo druga možna, kar je dobro. Zdaj naj bi bil v tem, da kralj Faruk, egiptovski vladar, zadnji, je imel 5000, boš to poskusiti, pa je. Najnižji Tartuf je bil najden v Hrvaški 3310 gramov, torej več kot kilogram. Najdražji je bil v Italiji prodan kot dobrodelno 1200 gramov težek bil Tartuf za 95 000 evrov. Kupil ga je pa nekdo iz Hongkonga. Več v resnici kilogram belih prvovrstnih so 2500 kilogram. Ampak bomo videli. Dajo se ti isti tartufi, tudi pa nas dobiti ta zigante predelovalci, pa kakorkoli. Malče. Zdaj, če bi v internetu tipkal Buje, bi nam vrglo vsaj po slovensko ekrej, med divačev pa med pivkom. Kar pomeni, da Buje so na slovenski strani, tole desno, tole so Buge za najlepše istrsko. Mečani in v tistem času so dobili isto rezervo, ki smo jo prej imeli možnost videti. Pa pod Francozi, Avstrijci, vsa smo prečka šele potem, ko si pogledamo Grožnjan, Riva je sicer 53 km dolga, pa pri Novem gradu se pripliva v Jadran, teče skozi Kozjen, skozi šli pod Avstrijce, nekaj je šla železnica mimo, v Trst, v Koper so prodajali svoje pridelke. Tako da leta 1910, pred prvo svetovno vojno, je Grožnjan imel 1658 prebivalcev. Torej, dac pa desetino tega. In so imeli zdravnika, pa pošto, pa šoč, prav veliko. 26% prebivalcev se razglaša za Hrvate, 18% se je razglasilo za izbrane, še zmeraj regionalno takole, 2,4% pa Slovencev, odstotke za slovensko govoreče. Tako da praktično v Grožnjanu ne bi smeli imeti težav s porazumevanjem, za njih je čisto normalno, da je en stavek v enem jeziku, ta drug stavek v drugem, da en govori v enem, ta drug v drugem, skratka, tudi mi, če bomo po slovensko stavkali, ne bo nobenih težav. Cirkusov boste razločno Spogledam desno, a vidite en zvonik, to je mestece Grožnjan. In a vidite, koliko je v resnici vse skupaj.
Levo od cerkve so se bleščejo avtomobili, da bomo tudi mi avtobus pustili, desno je pa mesto, se pravi 200 metrov, 150 metrov pred 150 metrov, vse skupaj. Tako da pol ure si bomo mi vzeli in že zdaj le povem, da 15 do... Ja. Prvič ga omenjajo leta 1100, današnje oblikove pa dobijo leta 1900. Vse poživeli prodajalci. Parku, a ne? Ja, ja. Danes je torej oljka značilna za Sredozemlje, za Južnoafriško republiko, pa za Čile, pa za Avstralijo, Novo Zelandija, Izrael, Kalifornija v začetku junija. Sicer pa smo se zdaj že pogovarjali olivna, ročno, ki je to pomembno, ne samo za prehrano, tudi za svetilke. Recimo, če se 718 ne bi bilo pravih, to pomeni, da ne, da sem samo kakšna. Potem se bo malo nenavadno, da sliš tole, kar zdaj le prečkamo iz doline reke Mirne. Mirna bo, torej dosem 500 območje, če ne bi bilo določenih dogodkov. Sem slišala še eno drugo varianto, prelena gostje razložila, da res je kartel, da mi je to zakupal, ampak je pravzaprav tako prav, da gospa prodal del ozemlja, zato da je bil en otok že nekako Lošina, da je bila samo njegova rezidenca na njej. Kako bo čas, bo zgodovina to povedala, veste, pa da zdaj že prihajate čas na 50 letih, se lahko zgodovinske pravijo, kaj pa ne. Mirna in vsem regionalno Slovenija, sever, tako so pa, je pa zdaj tudi Ramonija. Torej, Mirna bi lahko rekel tudi naša reka, no pa ni več. Če ugibate desno, gor je staro mestno jedro,
Zdaj nas bo pa Andrej poskusil. Cartea na break.